Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. V torek je župan občine Ankaran Gregor Strmčnik predstavil gradivo, ki vsebuje zaskrbljujoče načrte Luke Koper za tankersko pristanišče sredi Koprskega zaliva za potrebe pretovora naftnih derivatov, nevarnih snovi in kemikalij ter tudi utekočinjenega naftnega plina. Poleg tega je predstavil tudi tožbo mestne občine Koper, ki želi po 21 letih zopet spreminjati meje med občinami na način, da bi območje pristanišča v celoti spadalo pod koprsko občino. Posledično bi bila ankaranska lokalna skupnost povsem izločena iz postopkov odločanja o nadaljnjih razvojnih načrtih Luke Koper. Od slednje občina Ankaran že več let neuspešno pridobiva dokumente z razvojnim načrtom za pristanišče. Po mojem globokem prepričanju ta zamisel ni nastala v Kopru. Gre za že videno zgodbo v preteklosti iz obdobja ustanavljanja občine Ankaran, kjer so bili v Ljubljani zelo veliki pritiski nasprotovanja, zavedajoč se, da če bi lokalna skupnost Ankarana iz krajevne skupnosti, ki ni imela nobenih pristojnosti, postala občina, ki je stranka v postopkih takih projektov, država nikoli ne bi mogla izpeljati. Tako da so že v obdobju 2005, 2006, 2007 bili poizkusi spreminjanja meja, kar je Ustavno sodišče v letu 2008 razveljavilo in je bila občina Ankaran potem ustanovljena v obsegu krajevne skupnosti in je taka tudi danes kot enovito naselje Ankaran. Zavrnitev vpogleda je utemeljena z navedbo, da gre za poslovno skrivnost in bi razkritje potencialno lahko škodovalo konkurenčni sposobnosti družbe in njenim finančnim in poslovnim interesom. Ankaranskim občinarjem pa je uspelo pridobiti gradivo, ki izkazuje skrbno varovan načrt razvoja pristanišča s projektom uničujočim za prostor, okolje in ljudi. Gre za projektno nalogo izpred 3 let za izdelavo idejne zasnove za izgradnjo novega priveznega mesta za tankerje zahodno od zaključka Pomola 2. Iz omenjene naloge izhaja, da bi bodoči tankerski privez segal kar dodatnih 830 metrov v notranjost Koprskega zaliva. Obenem je predvideno, da bo uprava za pomorstvo omejila gibanje okoli celotnega objekta, kar bo med drugim bistveno vplivalo na turizem in navtični turizem v zalivu. Tukaj ne gre za probleme občine Ankaran, to je problem vseh istrskih občin. Če bomo tu imeli tankerske priveze in plinski terminal, bo najbolj trpel turizem v Piranu, potem Izoli, v Ankaranu je popolnoma brez veze, potem tudi karkoli razvijati. Padle bodo cene nepremičnin, stanovanj, hiš vseh, ki so tukaj. Ta problem imajo v Reki, kjer smo bili dol, kjer so z kontejnerskimi terminali tako oslabili kakovost življenja v samem mestnem jedru, da ti ljudje preprosto nimajo kam iti. Ker lastne nepremičnine na trgu ne morejo prodati, ker nobeden ne bo kupil hiše ob terminalu in so ratali tako rekoč ekonomski migranti, ki ne morejo nikamor za svojim poštenim premoženje, ki so ga celo življenje zlagali. Pri tej zadevi smo pa popolnoma enotno čisto vsi razmišljali in se tudi strinjamo z vsemi predlaganimi sklepi. In tudi mi bomo zelo veseli, ko bomo videli odziv tako mestne občine Koper kot Luke. Tudi samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran, ki seveda predstavlja pripadnike v Ankaranu, ki so hkrati tudi občani, to vedno poudarjamo, vsekakor se pridružujejo argumentom občine in zagotovo nasprotujejo takšnem posegu, ki bo resno poslabšal kakovost bivanja v našem okolju. Kot smo uvodoma dejali, pa zadnje dni beseda teče tudi o spreminjanju meje med občinama, o katerem je bil ankaranski občinski svet povsem soglasen in se je takšnim težnjam odločno zoperstavil in zaprosil tudi ostale svetnike istrskih občin, da storijo enako. Medtem ko je na relaciji Ankaran-Luka Koper kar pestro, pa iz pristanišča sporočajo, da je pred dnevi vanj prvič priplula ladja Agamemnon 8 kontejnerskega ladjarja MSC. S tem je bila tudi v praksi realizirana nova direktna ladijska povezava Phoenix, ki bo Koper povezovala z azijskimi pristanišči. Servis bo sprva vzpostavljen v 14-dnevnem ciklu, po uvajalnem obdobju pa bo prešel na tedensko rotacijo.
Nova linija vključuje pristanišča Busan, Ningbo, Šanghaj, Šeku, Singapur, Haifa, Iskenderun in vsa 3 severnojadranska pristanišča. Z vzpostavitvijo novega servisa je naše pristanišče pridobilo že 4. direktni kontejnerski servis z Daljnim vzhodom, kar še dodatno krepi njegovo globalno povezanost in konkurenčnost ter potrjuje vlogo Kopra kot ene ključnih vstopnih točk za azijsko blago v srednjo in vzhodno Evropo. Prejšnji teden je bila ustanovljena zadruga za promocijo kmetijsko-turistične destinacije Mare Istra. Partnerji projekta so Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, Vina Koper in Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Mare Istra je tako postala nova blagovna znamka vinske destinacije, ki povezuje zgodbo Malvazije in Refoška. Zgodbi se je pridružilo 18 vinarjev iz celotne slovenske Istre. Mi bomo vodili in koordinirali projekt, sodelavka Mojra Orel, ki je danes z nami tukaj, bo tudi nekaj svojega delovnega časa namenila temu projektu in bila tudi s partnerji in z vinarji v nenehnem kontaktu, zato da bomo nadaljevali aktivnosti, ki smo jih začeli. Bili smo podporno okolje že pri ustanovitvi konzorcija, izbrali bomo top 50 ponudnikov in doživeti celotne destinacije Visit Koper, jih izobrazili v smislu, da jim nudili individualna in skupinska izobraževanja za digitalizacijo, še predtem pa poskrbeli za ustrezno gradivo, foto in video material, s pomočjo katerega bomo se lahko kot destinacija tudi malo više pozicionirali, kar je tudi v skladu z našo strategijo, ki smo jo zasnovali do leta 2030. Eden od ciljev je, da bi s tem poskrbeli za desezonalizacijo, kar pomeni biti atraktiven tudi izven poletne turistične sezone. Tako bi tudi spomladi in jeseni povečali obisk in nočitve. V prvi fazi bo ZRS izvedel analizo vinorodnega okoliša slovenske Istre v okviru projekta, razvoj vinsko-turistične destinacije, pregledal bo obstoječe vinske poti in analiziral trenutne ponudbe na terenu. Razvil bo vinsko-turistično destinacijo po preučitvi dobrih praks vinskih poti in priporočil strani terena. Naša naloga bo tudi, da poskrbimo za razvoj vinsko-turistične destinacije s pomočjo evidentiranja in anketiranja vinarjev in poskrbeli bomo tudi za nadgradnjo vinsko-turistične destinacije in pripravili vsebine za izdelavo virtualnega in promocijskega zemljevida in skrbeli bomo tudi za administrativno podporo in pri samem projektu preko naše pisarne za upravljanje s projekti. Izvolili so tudi predsednika zadruge, funkcijo je prevzel Matej Zaro, ki je dolga leta bil tudi član upravnega odbora Društva vinogradnikov slovenske Istre. Smo v bistvu ugotovili, da je to zelo veliko društvo in da na nek način združuje tako profesionalce kot, bom rekel, hobi vinogradnike. Mislim, da je v društvu da nas je več kot 100. In prav takrat se je pred leti rodila ideja v bistvu te zadruge, da bi se nekako profesionalci, ki živimo od vinogradnika, ki smo hkrati podjetniki v tem segmentu, se pravi, da smo tudi zaposlovalci, ne nazadnje skrbimo v bistvu za vse te urejene vinograde, ki jih mi na nek način kot Istra, kot destinacija promoviramo, tudi skrbimo. In smo se hitro zavedali, da smo vsi mi kot posamezniki zelo močni, da ponosno predstavljamo Istro tako kot doma, tako v svetu in smo hitro ugotovili, da v bistvu, ko se združimo v eno tako telo, da v bistvu ni izziva, ki ga ne bi mogli sprejeti. Projekt, ki bo trajal 2 leti, je v celoti ocenjen na 124.981,60 evrov. Razpis je predvideval 20% lastni vložek vseh 3 partnerjev. V drugi fazi bo sledila še promocija vinske destinacije slovenske Istre. Gledališče Koper je predstavilo repertoar in abonmajski program sezone 2026-2027. Ponudil bo 6 premiernih uprizoritev, večerni abonma, 2 otroška ter dijaški abonma. Kurator sezone je izpostavil, da je letošnji izbor predstav nastal iz občutka nujnosti, ki ga narekuje sodobni čas. Večerni abonma je sestavljen iz kombinacije znanih naslovov in manj znanih naslovov, iz različnih obdobij in nekih različnih poetik.
ampak zdi se mi nekako, da vse skupaj pa vodi neka rdeča nit in to je človeška potreba po bližini, po sočutju, po sočloveku in po razumevanju drugega. Zdi se mi, da teksti so iz različnih obdobij, ampak vsi se ukvarjajo prav s tem eksistencialnim vprašanjem, kako sploh najti smisel v današnjem svetu. Jaz mislim, da ena velika tema vseh teh tekstov je tudi ljubezen in nežnost in pa ohranjanje dostojanstva kot človek. Poleg tega sem bil sezona tudi prostorsko razgibana, namreč prva uprizoritev, ki jo režiram jaz, bo uprizorjena v dvorani Svetega Frančiška, potem čakajoč Godoja bo uprizorjen v enem zanimivem formatu znotraj velike dvorane, Gospodična Julija bo uprizorjena v mali dvorani in potem Aldo Nikolaj v veliki dvorani. Tako da tudi prostorsko smo malo razgibali abonma in omogočili tudi mogoče abonentom pogled iz drugega zornega kota na predstavo, kar se mi zdi, da je zelo kreativno in tudi produktivno kot vse ustvarjanje umetnosti in tudi da recimo lahko pokažemo na ta način, da gledališče lahko seže tudi izven odra oziroma v drugačnih formacijah. Peta v abonmaju pa seveda je kavarna Karla Goldonja, Slovenskega stalnega gledališča in PPF-ja v produkciji. Skratka, to je tista predstava, ki jo mi imamo, ki si jo bojo vsi abonenti ogledali, ta ni izbirna, prav tako vidijo vsi abonenti to predstavo. Predstava pa je, seveda smo jo izbrali zaradi tega, ker resnično gojimo in mislim, da bomo morali še bolj, in tukaj apeliram na Danijela, resnično se povezovati in mi se tudi povezujemo, ampak tudi nekako prikazati stvari iz tega skupnega prostora, iz tega tantatrujevskega prostora. Se pravi, goriške predstave, tržaške predstave, pri nas, mi pri njih in tako naprej. To je neka zaveza in tudi v izbirnih predstavah je Ivan izbral iz Gorice tole predstavo Pet vrst tišine, to je izbral in Življenje v teatru je prav tako koprodukcija Trsta in Mestnega gledališča Ptuj, tako da ta izmenjava znotraj tega prostora mora živeti. Tudi v prihodnji sezoni bo gledališče posebno pozornost namenilo mlademu občinstvu. Na voljo bodo abonmaja Mali oder in Mavrična ribica ter dijaški abonma. Sezona se začenja v času menjave direktorjev. Po 26 letih odhaja Katja Pegan, s 1. decembrom pa jo bo nadomestil Danijel Malalan. Meni je, si lahko predstavljate, veliko lažje, ker je Danijel človek, ki je že 25 let vpet v delo tega gledališča, pa ne samo to, Danijel je, kakor je meni znano, kakor sem jaz pač prebrala po medijih, tudi eden in edini, ki je že vodil gledališče. Se pravi, ki ve, kaj to pomeni, voditi javni zavod, gledališče ni enostaven javni zavod. To je način življenja in če tega ne poznaš, ali pa če na to nisi pripravljen, ali pa če nisi dovolj mlad in zanesenjaški, potem to predstavlja en kup težav, ker vodenje javnega zavoda ni zgolj poslovodstvo. Se mi zdi v programskem, tudi, bom rekel, čisto tudi v nekem institucionalnem smislu, zelo blizu, jasno mi je ta nadgradnja oziroma nadaljevanje vsega tega dela na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni in to ima gledališče Koper ogromno izkušenj. Zelo blizu mi je ta pojem primorskosti in večjezičnosti, se pravi tega prostora, čeprav predpišnega, ampak res edinstvenega prostora. Predopis abonmajev bo potekal od 1. do 20. junija. Čez dober mesec dni bo portoroški avditorij znova v znamenju melodij morja in sonca. Letošnja izvedba festivala pa bo že 45. po vrsti. V torek je v Café al Teatro v Piranu potekala novinarska konferenca, kjer so bili predstavljeni glavni akterji, ki jih bomo prav kmalu spoznali tudi na odru.
Prvi je za nas spregovoril direktor prizorišča, ki je predstavil tudi nekaj novosti. Novosti je kar nekaj. Nagrade smo namnožili, če ne tako rečem. Podelili bomo novo nagrado posvečeno Berti Rodošku, ki je nekako iniciator oziroma začetnik tega festivala. Novost je ta, da bomo imeli radijske postaje v živo, se pravi, gledali si bojo predstavniki radijskih postaj v živo sam festival in ocenjevali na festivalu, tako da bomo vsi pod enakimi pogoji ocenjevali. Na odru se bo predstavilo 14 različnih izvajalcev, ki bodo ponudili pester izbor glasbe, v katerem se bo nekaj našlo prav za vsakega poslušalca. Izbor je bil zelo zanimiv, prispelo je 95 skladb, pričakovali smo celo več, vendar smo v pravilnik na novo vnesli člen, da ne sme biti umetne inteligence zraven, tako da smo pa, moram reči, zelo zadovoljni z prispelimi skladbami. Na drugi krog se jih je uvrstilo nekako 50, med katerimi smo izbrali, mislim, da res cvetober slovenske glasbene ponudbe trenutno. Na festivalu bojo tako mladi, nadebudni ustvarjalci, kot so Runner, ki so se zelo izkazali v prejšnjem letu, do mogoče legend, kot sta Otto Pestner in Daniel Popovič. Tudi italijanska skupina smo videli. Tudi italijanska skupina bo prisotna, to nas zelo veseli, spravi, da festival odmeva tudi čez mejo. Pred leti so tudi iz Hrvaške, Istre prihajali skupine in pevci, tako da nadejamo se, da bomo to sodelovanje razširili tudi na to stran. Na sami novinarski konferenci nismo mogli mimo nekaterih izvajalcev, še posebej ne tistih iz slovenske Istre. Letos se bo prvič na tovrstnem festivalu predstavila skupina Kavč, ki se v zadnjem času uveljavlja na slovenskem glasbenem prostoru. Na odru se bodo predstavili s pesmijo Dopust, ki govori o tako malo ironično o tem, da morajo ljudje hoditi na dopuste, pejte na dopuste. V bistvu govori, da fantje peljte svoje punce na dopuste čim dražje in čim dlje, da se bodo občutili dobro. Točno to. Se obeta kakšen spektakel na odru mogoče? Ste že kaj razmišljali v tej smeri? Dejansko, ja. Tina ima en Exo-Rose moment, ampak to ne smemo zdaj več kot toliko razkriti. Ja, ne bi radi preveč razkrili, ampak definitivno ne bo nekaj navadnega za melodije Morja in sonca načeloma. Poleg Kavča bodo zmago naskakovali še Ana, Baladero, Daniel Popovič, Eva Kovačič, Gal Đurin, Gašper Rifel, Ildivji, Kiki Fly in Maja Prašnikar, Mef in Marina Martenson, Otto Pestner, Poveri Mabeli, Runner te tudi Koprčan Lejan Kozlar Luigi, ki bo s pesmijo Na repeat nastopil pod zaporedno številko 7. Ja, jaz upam na zmago, ne? Čim višje, na koncu pa je zmaga že, da sem sploh prišel na te 45 melodije in mi je v čas, da sem tukaj. S kakšno pesmijo se boste predstavili, kakšno je sporočilo, kdo je avtor, namen? Avtor sem sam, v bistvu sem napisal vse jaz, pomagal mi je pri aranžmaju Gabriel Joriševič, ki je tudi bil zraven pri miksu in masterju in seveda snemal vse, tako da kaj da povemo sporočilo, pesem ima ime Na repeat, tako da upam, da se bo vrtel tudi na repeat. Melodije Morja in sonca bodo potekale v soboto, 4. julija, festival pa bosta znova vodila Lorela Flego in Mario Galunič. Interes za dogodek je zelo velik, zato organizatorji pozivajo k čimprejšnjemu nakupu vstopnic. Tudi letos bo avditorij po vsej verjetnosti poln, kot je bil tudi lani, ko se je zmage s pesmijo Kristalno jasno veselil Dare Kavrič. Občina Piran je uradno odprla prenovljeni športni park Portorož, novo športno, rekreacijsko in družabno središče na območju nekdanjega teniškega centra, tik ob morju pri kanalu Fazan. Park se razprostira na več kot 24.600 kvadratnih metrih zemljišč, pri čemer jih je 16.000 športno-rekreacijskih, preostale površine pa so ozelenjene. Na območju, ki ga upravlja Športni in mladinski center Piran, je zdaj urejenih 11 teniških igrišč, v teniškem stadionu s 680 sedeži pa je peščena podloga zamenjala trdo podlago. Objekt je razsvetljen, ima garderobe in vse potrebno za organizacijo mednarodnih turnirjev. Poleg teniških igrišč so v parku urejena še 4 igrišča za padel z umetno travo, 4 igrišča za pikelbol, košarkarsko igrišče, malo nogometno igrišče, 500 metrov dolga tekaška steza s tartanom, balinišče stezi za disciplino rafa, fitness na prostem, večnamenska dvorana za skupinske vadbe,
otroška plezalna stena, igrišče za minigolf, igrišče za badminton na naravni travi, 2 mizi za namizni tenis in miza za tekbol. Vrednost investicije znaša nekaj manj kot 2,5 milijona evrov brez DDV oziroma več kot 3 milijone evrov z davkom. Naložbo je finančno podprlo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v višini 250 tisoč evrov, občina pa pričakuje sofinanciranje projekta v višini 1,110 tisoč evrov iz mehanizma Dogovor za razvoj regij v okviru Evropske kohezijske politike v Sloveniji. Z odprtjem športnega parka se tako zaključuje najpomembnejša naložba v športno infrastrukturo v zadnjih desetletjih. Izolske rokometaše čaka v soboto zvečer tekma sezone. V povratnem obračunu dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v prvo B rokometno ligo se bodo na domačem terenu pomerili proti Dolu iz Hrastnika, ki je prvo srečanje dobil z 2 goloma prednosti. Vročica pred vrhuncem sezone narašča, zato smo obiskali domači tabor. Sprva smo se dotaknili prvega medsebojnega obračuna. Bolj ko zanaliziram nazaj tekmo, bom rekel, da v bistvu, kar je bil razlog za to razliko, je bilo par črnih minut v drugem polčasu, drugače mislim, da smo bili dokaj enakovreden nasprotnik. Bom rekel, se pa vidi, da so fanti res dobro fizično pripravljeni, ker da smo se v zadnjih 10 minutah uspeli vrniti, narediti 5-0 delni izid, med šanso tudi za izenačenje. Mislim, da je predvsem gre tukaj pohvala fantom za njihovo fizično pa tudi mentalno, bom rekel, pripravo. Jaz mislim, da moramo popraviti predvsem tranzicija, ki nam lahko še bolj hitro steče, in pa bom rekel, obramba definitivno mora biti na višjem nivoju. Jaz verjamem tudi v svoje golmane, da bojo pač dodali svoje. Tekma je bila odlična, mislim, po naših pričakovanjih, ne, težka. Držali smo se skupaj z njimi in zdaj doma upamo, da bomo zmagali za 3 gole. Treba staviti njihovega levega beka in mi moramo v napadu oziroma malo hitrejši igrati in bo šlo. Izolani so se v jesenskem delu še lovili v igri, v spomladanskem pa so bili nezaustavljivi. Z izjemo zadnje tekme, ki ni odločala več o ničemer, so slavili na prav vseh tekmah. Predvsem se je poznal prihod Sandija Muminoviča iz Kopra, medtem ko se je po dolgotrajni poškodbi zdaj v kader vrnil Patrik Čolić, ki je svojimi izkušnjami že pripomogel k solidnemu rezultatu prejšnji petek. Jaz mislim, da drugi del smo res oddelali vrhunsko in na treningih in to se je tudi pokazalo na tekmah. Sigurno ne morem zanikati, da okrepitve niso dodale svojega. Tudi Žan Nadarević recimo se je zdaj v drugi del še bolj uigral. Zraven bom rekel Sandi itak, tudi Čolić se pač vrača počasi nazaj po poškodbi, tako da ja, eno z drugim pač je pripeljala do tukaj. Kaj bi pomenila uvrstitev v prvo B ligo oziroma ne uvrstitev morda? Pa uvrstitev v prvo B ligo bi pomenila izpolnitev cilja, ki smo si ga zadali. Mislim, jaz osebno pa s fanti, zdaj vem, da ni nobenega pritiska strani kluba. Sigurno bi bil uspeh, zdaj o neuvrstitvi pa ne vem, ne razmišljam v tej smeri. No. Mislim, da za naš klub, glede na to, da smo se nekako, bom rekel, letos resetirali, je to velik uspeh. Nismo pričakovali že v prvem letu, da bomo tako visoko, tako da ne glede na vse skupaj bomo pa probali vzeti tisto, kar nam pripada, se uvrstiti v prvo B ligo in normalno graditi našo zgodbo, naše cilje naprej in mogoče tudi z malo več, bom rekel, lokalne podpore upati tudi nekaj več, ampak pravi, najprej treba skočiti, se uvrstiti naprej in potem bomo razmišljali dalje. Vstopnice za jutrišnjo tekmo gredo za med. Kot smo v Kraški že vajeni, bodo tribune tudi tokrat razprodane, tako da se pričakuje okrog 500 obiskovalcev. Glasni bodo tudi ribarji, ki so dogajanje popestrili tudi na gostovanju pred 7 dnevi. Kar nas čaka doma, jaz mislim, da tega ni dejansko nikjer v Sloveniji. No, sigurno polna dvorana in jaz mislim, da bo super. Da vedno pridejo dobri navijači, se uživamo v vzdušju, tako da te prilike bi tudi povabil vse, da pridejo, da napolnimo dvorano in da zmagamo tekmo in gremo naprej v prvo B ligo. Tekma se bo jutri v dvorani Kraška pričela ob 19. uri. Zmagovalec bo postal še 12. udeleženec prve B lige v prihodnji sezoni, medtem ko bo poraženec igral v drugi slovenski rokometni ligi. Vreme je že nekaj časa zelo muhasto. Danes dež, jutri sonce.
V tokratnem posnetku tedna bomo skočili v Azijo, kjer je tamkajšnji domačin z novim izumom nasmejal občinstvo. Posnetek je nemudoma preplavil internet, zato si morate tudi sami ogledati izdelek za večnamensko uporabo, ne glede na podnebne razmere. Poglejmo. Lepo pozdravljeni v pregledu kulturnega dogajanja v slovenski Istri med 6. in 12. junijem. Že na sobotni dopoldan o 9:30 bo v koprski enoti Javnega sklada za kulturne dejavnosti potekala lutkovna delavnica z naslovom Od ideje do predstave. Lepo ure kasneje ob 10. pa bo na Lonki v Izoli zaživela živahna ustvarjalnost na 3. Art sejmu ročnih izdelkov. Sobotni večer bo nato obarvan klasično, saj Pokrajinski muzej Koper ob 19:30 gosti glasbene obiske, kjer bosta nastopila fagoist Paolo Carlini in pianist Fabrizio Dateri. V nedeljo 7. junija pa se selimo v Portorož, kjer bo ob 18. uri v amfiteatru Auditorija potekalo 3. srečanje obalnih pihalnih orkestrov. Na torek 9. junija pa se ob 17:30 v Pokrajinskem muzeju Koper obeta performativno vodenje po muzeju z naslovom V izgubljeni v času. Ob 18. uri pa bo v izolskem Hangar baru odmeval mladostni rok na koncertu in nastopu Bušijevih bendov Glasbene šole Koper. Ob 19. uri pa bo Center mladih Koper privabil ljubitelje sci-fi filmov, saj se bodo pod okriljem večera Mini Grossman 2 predvajali kratki fantazijski filmi. V sredo 10. junija pa se v Izoli začenja eden osrednjih kulturnih dogodkov tega meseca, 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema. Ta bo filmske navdušence razvajal vse do konca tedna. Poleg filmskega programa bodo potekale tudi delavnice in predavanja, razstave in pa glasbeni program Noči luči na svetilniku. Četrtek 11. junija pa se bo ob 19. uri v koprskem skateparku Bali v sklopu večerov Kino Bali odvrtela projekcija animeja Wolf Children iz leta 2012. Pregled dogodkov zaključimo v petek 12. junija v sproščenih poletnih ritmih. Hangar bar v Izoli bo namreč ob 16. uri priredil After Work Reggae Party, kjer bo za glasbeno kuliso poskrbel Jam Coast. Hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.